Nataša pravi, da bi moral sporočiti, kaj je v izdelkih, ki jih že 25 let prodaja naša galerija. To je izjemna zasluga Nataše in Katjuše. Katjuša je bila prva, potem pa Nataša, potem pa še naša kustosinja. Namreč, kakšno je sporočilo? Sporočilo ponavadi je tisto, kar človek doživi v svojem telesu, kar se nauči in kar hrepeni, da bi sporočil tisto, kar je najbolj skrito. Najbolj skrito pri človeku je ena stvar. Moj učitelj je rekel, ti si Bog, jaz sem Bog, jaz se tega zavedam, ti se pa še ne. To se pravi, vsak človek je potencialni Bog. Seveda z dvemi besedami povedano, to je premalo. Ampak moje raziskave so segale vse kontinente, vse stare civilizacije. Zadnja civilizacija je pa indijska civilizacija, kjer so razvili brahmani veliko šolo, brahmansko šolo, vedsko šolo in tudi krščanstvo ima, prvi kristjani so imeli vede. To se pravi, so verjeli v reinkarnacijo. Človek v človeškem telesu se rodi tista duša, ki prinese s seboj reinkarnirano izkustvo. Samo v telesu lahko izpopolni prejšnja življenja do zadnje inštance, ko človek postane Bog. Ko človek postane Bog, ta energija, ta duša se odvija po zakonitostih duše in se stopi v centru Božje energije, ki je v ozvezdju Siriusa, v Vajkunti Dama, doma. Duša gre domov. V slovenskem jeziku je še to ostalo. To so razlage različnih civilizacij. Vse religije imajo tudi poučenje o tem, seveda ena na en način, druga na drugi, vendar vse bistva so popolnoma enaka. Zdaj, seveda mi moramo imeti religijo, ampak moramo iti še iz religije ven. Spostaviti direkten kontakt, čisti, iskreni kontakt, resnični kontakt. Prva je resnica. In človek, če se ne ukvarja z resnico, potem začne propadati. In se mora reinkarnirati v tiste faze težkega življenja, pa srečnega življenja, ki je nobeden ne uteče karmi. Beseda karma pomeni, kar imaš. Slovenska beseda. Ti, če nimaš denarja, ne moš nič kupiti. Če pa imaš, pa razpolagaš. Se pravi, to je bistvo mojega sporočila, ma ne samo mojega sporočila, to je sporočilo vseh civilizacij, ki so bile tudi skrivne, zlasti zelo močna egipčanska. Jaz sem bil tudi na grobu Tutankamona, pa v muzeju s filozofsko fakulteto iz Benetk, ki je raziskovala te elemente, z mojimi prijatelji, Benečani in tudi industrialci. In smo odkrivali te stvari na licu mesta. Vsak predmet v egipčanskem muzeju, a pa sploh v civilizaciji Egipta, ima sporočilo. Ampak sporočila so vsa skrita, zato da se ne bi izrabila. Tudi naši predmeti imajo skrita sporočila, nekaj je napisano, nekaj pa ni napisano. Tisto najbolj bistveno je malo skrito, ker je tak proces. Zato, da človek razume, naj kupi kakšen kos od Kogoja, naša galerija, pa bo že na poti razumevanja skrivnosti človeka. Jaz sem imel več razstav skrivnosti človeka, v Hagu, kjer sem predstavil Slovenijo, v ljubljanskih muzeju in sicer v knjižnici, ki je oblikoval sam naš Plečnik, ki je verjel v reinkarnacijo, ki je imel ta izkustva in vse njegova dela imajo te elemente.
in tudi poznal, da so etruščani in veneti pravzaprav so govorili slovenski jezik, kot tudi sam Jezus Kristus, aramejščina ima slovenske besede.